To bo najbolj nora stvar, ki jo bom kdaj pojedel. Torej, fantje, pravkar smo pristali na Pacifiških otokih in tukaj je neverjetno. In naslednjih nekaj dni bomo lovili svojo hrano, ampak to še ni vse, fantje. Povezali se bomo z domačini na otoku, da vidimo, kako tukaj lovijo in kuhajo svojo hrano. Smo na enem najbolj odročnih in najlepših krajev na zemlji. In res sem navdušen, da vas lahko vzamem seboj in vam upam pokažem nekaj norih kuharskih tehnik. Držimo pesti, da bomo ujeli kakšne zanimive živali. Rad bi vam pokazal, kaj imamo v nahrbtniku za prvi dan in začel raziskovati to obalo. Tukaj imamo mačeto, vso to snemalno opremo in v bistvu imamo samo najbolj osnovno orožje. Za danes bomo porabljali le najnujnejše, da bomo, upajmo, ujeli kaj hrane. In res sem navdušen, da se naučim, kako tukaj živijo. Ujamem svojo hrano, preživim in se zabavam s fanti. Prvi dan je namenjen temu, da si pridobimo spoštovanje domačinov. Preden se lotimo največjega izziva, vam želim pokazati, kako naše orožje deluje. Recimo, da je to tam riba. Mi bomo na morskem dnu in se bomo plazili naokoli. Zgledam kot bedak. Masko imam na sebi in upam, da bomo našli kakšno ribo. In bum! Juhu! Tako bomo prišli do hrane. O ja, danes smo pripravljeni. Imamo naš velikanski nož. Upam, da bomo danes popoldne čistili pravo zverino. Z ročno sulico. Na plaži tukaj imamo ogromno stvari, ki jih lahko uporabimo, fantje. Tukaj imamo celo kupico lesa in starih kokosov. Poglej to obalo, človek. Res je neverjetno bujna. Povsod imamo palme, tam zunaj je kristalno čista voda. In naj vam povem, vreme tukaj je približno tako predvidljivo kot loto žrebanje. Nimaš pojma, ali bo zmagal ali ne, ampak verjetno nas bo kasneje začelo mal zalivati. Kar domačini tukaj na otokih počnejo, je to, da uporabijo vse, kar imajo okoli sebe. Zato ostanite z nami, ker vam obljubim, da bomo pripravili nekaj res okusnih jedi. Če nam bo uspelo kaj ujeti. Kar iščem zdaj, je tam zunaj, v oceanu, fantje. V grebenu so veliki kanali in vse ribe dejansko pridejo v te žile, ker je tam vsa penasta voda. In bela voda je tam, kjer ribe vabe ne vidijo, kam plavajo. Tam so kot slepe in tam se ribe prehranjujejo. Držimo pesti, plavamo v eno od teh žil in ujeli bomo kakšno večjo ribo. Moramo dobiti nekaj teh kokosov, ker se potim k pes v kitajski restauraciji trenutno. Sreta mati, vroče je, Pobrali bomo nekaj teh kokosov, veliko jih bomo uporabili kasneje za našo pripravo hrane. Ta gre v nahrbtnik. O moj bog, fantje, poglejte to. To je kos jastoga. To je dober znak, morda ga bomo lahko ujeli sulico. To me navdušuje. Gremo malo v to smer, fantje, tam zunaj zgleda neverjetno. Juhu! To je noro, človek. Eden od domačinov naj bi me kasneje srečal tukaj spodaj. Obljubil sem mu, da mu bom prinesel nekaj rib. Res stavim nase, da bom ujel kakšno ribo. Fantje, če bom še naprej hodil po tej obali, pod tem soncem, se bom dobesedno stopil. Tako da, mislim, da se opremimo, vzamemo ročno sulico in začnemo loviti nekaj rib v tej kristalno čisti vodi. Ocean me kliče po imenu. Čas je, da se opremimo, fantje, ko bomo plavali tam zunaj. Ciljali bomo na določeno vrsto ribe. Iščemo nekaj, kar ima lepo, čisto, belo meso. In nekaj, kar lahko narežemo, da bo videti neverjetno lepo. Določene vrste rib imajo seveda različne okuse. Tiste z veliko krvi v mesu pa imajo običajno kovinski priokus. In to ni tisto, kar iščemo. Iščemo nekaj čistega, svežega in nekaj, kar bo dober cilj.
Juhu! To je bilo tam zunaj noro, videli ste, plavil sem ure in strelil na vse. Na koncu pa smo dobili samo 2 majhni ribici. Nista veliki, ampak ti 2 sta res okusni, to vam lahko zagotovim. Ta tukaj je veveričja riba. In v Avstraliji imamo rek, če je rdeče, je mrtvo, ker vse, kar je rdeče, je res okusno. In imajo najbolj noro oko na svetu. Živijo v jamah in lahko zaznavajo svetlobo, zato imajo tako veliko oko in tako se zdaj prehranjujejo. Imamo tudi to orožje tukaj, fantje. In poglejte, usta te stvari dobesedno se neverjetno razprejo. Se hecate z mano? Večje ustnice sem videl le še pri nekaj dekletih na nočnem žuru. Toliko vam povem, ampak ta stvar mora biti okusna. Hej, fantje, ste slišali kite tam zunaj? Bili so čist nori. Ko sem bil pod vodo, sem jih slišal peti. Bilo je neverjetno. Imamo samo 2 majhni ribi tukaj, ampak to je popolno. Fantje tukaj na teh otokih. Veliko domačinov ne lovi ogromnih rib, ampak te manjše vrste rib in jih uporabljajo v svojih jedeh. Tako, da bo to popolno. Povezali se bomo z domačimi fanti in pokazali mi bodo, kako to očistiti in pripraviti vrhunsko jed. Tukaj, na Pacifiških otokih, imam ob sebi domačina Andrewa, ki mi bo pokazal, kako bomo očistili te ribe in jih pripravili po samoansko. Ej, prijatelj, sploh ne potrebuje kamna, samo z roko odstranjuje luske z te ribe. Kako to, da se ne urežeš? Tejle ribi je pravkar otrgal tista iztegljiva usta, zdaj pa odreže še vse plavuti.
Odstrano je vse luske, rep je pusto, vse plavuti so odstranjene, razen teh dveh majhnih ob strani. In to je skoraj vse meso. Zdaj bo hiter učisto to majhno ribo. Na tej ni veliko mesa. Prijatelj, pokazati bom 1 ali 2 grižljaja. Imamo še nekaj sestavin tukaj na plaži, zdaj bomo odnesli našo ribo gor in jo začeli kuhati. On pravkar odstranjuje vse iz notranjosti tega. Hotel sem reči morska kumara, ampak to je navadna kumara. Tukaj reže limeto. Limetin sok. To za fante. Samo nareži to na majhne koščke tam, daj noter, ja, in potem kaj naredimo? Počakamo. Jojo, mi to kar tako surovo jemo, ja? Brate, tega še nikoli v življenju nisem počel. Imamo enega od kokosov, ki smo jih prej pobrali na plaži. Oka, tako temu pravijo tukaj. Prav, pokaži mi, kako to jemo. Ja, in kaj naredimo? Naribamo. Ampak to je dobro. To je kot sašimi s kokosom in limeto. Res dobro. Tudi to piješ. To je razlog, zakaj to počnemo, fantje. Tukaj na otokih, prvi dan. Imamo nekaj oke z domačimi fanti. Zdaj bomo to pojedle in se vidimo jutr na povsem nov dan. Se vidimo takrat. Na zdravje, brat. Juhu! Dobro jutro, fantje. Danes je drugi dan in smo na robu džungle. Imamo nože tukaj, ti fantje pa imajo puške. Pravkar se bomo sprehodili skozi to džunglo, da bi lovili eno izmed najbolj norih živali sploh. Če ujamemo eno od teh živali in jo na koncu skuhamo, nimam pojma, kaj se bo zgodilo. Smo navdušeni, gremo v džunglo, lov se bo kmalu začel. Gremo. Sledil bom fantom. Ti fantje se bodo verjetno zelo hitro premikali skozi tole. Ko se premikamo skozi džunglo, moramo biti tiho. Ker če bomo videli te živali in me slišijo, ker sem glasen kot megafon, jih bomo prestrašili. Poglej tole. Tukaj spodaj imamo ocean. Ves ta apnenec. Nimam pojma, kaj naj pričakujem tukaj. Še nikoli nisem lovil netopirjev v džungli. Fantje so mi dobesedno ušli, so daleč spredi, so res neopazni fantje. Sumljiv prehod v tej džungli tukaj. Netopirji dejansko visijo z glavo navzdol na drevesih. Fantje uporabljajo puško in počasi hodimo skozi džunglo. Upam, da bomo našli eno od teh živali. Nadaljevali bomo s pohodom, fantje, ampak moram govoriti tišje, sicer bomo prestrašili vse živali. Gremo! Trenutno gledajo v drevesa. Pravkar so mi pokazali, da so nekaj videli. Gremo! Gremo! Imamo enega! Fantje, pravkar smo enega opazili, tam zgoraj, na drevesih. Ima puško pripravljeno, poskusili bomo ustreliti. Ja. Prav, fantje, zdi se, da se vreme ravno zdaj hitro bliža. Hodimo tu že nekaj ur in sem ves prepoten človek. Verjetno imamo le še malo časa, preden bo ta lov odpovedan. Zdaj ali nikoli. Gremo naprej in držimo pesti. Morda najdemo kakšnega. Prav, fantje, imamo enega. Kje je? Kje? Tam zgoraj v drevesih je, fantje. Tam zgoraj v drevesih. Imamo enega.
Dobili smo ga, fantje, dobili smo ga, to je bilo noro, človek. Čakajte, da vidite to žival, fantje. Ja. O moj bog, fantje, poglejte tole tam. Kaj, boš tega pojedel, brat? Ja, gremo. Kaj je to, netopir? To je netopir. Tekli smo skozi džunglo in končno smo ujeli eno od teh norih živali tukaj. Kako dolgo si ga že lovil? Odkar si bil otrok. Ja, odkar si bil otrok. Prav. In kakšnega okusa so? Zakaj jih radi jeste in podobno? Nekako ima okus po svinjine. Prašič? Ja, svinjina, v redu. In zdaj očitno uporabljajo puške, da podrejo te stvari, fantje. Včasih so metali kamne v drevesa na te stvari. Neverjetno. Je to samec ali samica? Bil je samec. Ja, maga malke jes. Ni ravno impresivno. Tukaj zunaj je res divje. Pojedli bomo to žival. Ti fantje mi bojo pokazali, kako to počnejo tukaj v džungli. Sem navdušen. Komaj čakam. Nimam pojma, kakšnega okusa bo to. Fantje, a mi bo zaradi tega slabo, če to pojem? Ne. Ne? Ti fantje tukaj so očitno iz drugega testa. Prepričan sem, da se je tako začel koronavirus. Oj, morda bomo dobili naslednji virus, fantje. Ampak smo si priskrbeli nekaj hrane. Korona za vsakogar. V redu, sledil ti bom, brat. Gremo. Pravkar smo prišli iz džungle. Zadnjih nekaj ur smo hodili po džungli. Končno smo spet prišli do plaže. Človek, kako se potim. Pokazali vam bomo tega netopirja od blizu. Noben del te živali ne bo šel v nič, fantje. Ampak to je res ena najbolj norih živali sploh. Ta stvar tukaj je edini leteči sesalec na svetu. Lahko pojejo več kot 1000 komarjev na uro. Pravzaprav se s tem prehranjujejo. Insekti, žuželke, vse v džungli. In vse, kar iztrebijo, je pravzaprav gnojilo in pomaga vsemu temu rastju okoli nas rasti. Torej so te živali izjemno pomembne za ekosistem. Ti netopirje imajo dejansko tole, kar so v resnici roke, fantje. In s tem se obesijo na drevo, takole. Poglejte tisto stvar tam. Preprosto ne izgleda prav. Ta stvar preprosto smrdi. To je res močen vonj. Še posebej, če pomislim, da bomo to stvar kmalu jedli. Nekaj s takimi nogami, ne vem, če bi to sploh morali jesti. Zdi se, da je večina mesa tukaj v telesu. In ta krila, to je najbolj nenavadna tkanina, kar sem jih kdaj videl. Skoraj se zdi kot zaščitna majica, kot jo uporabljamo pri deskanju. Poglej vse te žile in vse ostalo tukaj. To je neverjetno, človek. Veste, da sem jedel že kar nekaj čudnih stvari, ampak to bo najbolj nora stvar, kar sem jih kdaj pojedel. Če mi potem ne bo slabo, mi ne bo po ničemer na svetu. Tako da prime kar poleg krila. Vleči ga nazaj. Poglej to, ravno tam ga vleče stran od nog. Kaj? Kaj za vraga? Poglej to, če bi vi lahko tole zavohali zdaj. Ima poseben vonj. To je bila res lahka naloga za te fante. Praktično ga je olupil v 1 minuti. To mora biti ena izmed najbolj norih stvari sploh. Poglej to. O moj bog, skoraj izgleda kot vesoljec. Poglej njegove zobe tam. Wow! To so vse njegove dlake. Vidite, da so odpadle živali. In to, tam je njeno telo. Ima okus po prašiču ali piščancu. Ti ali tu praviš, se fini. Na tej plaži bomo zakurili ogenj. Ti fantje mi bodo pokazali, kako to počnejo na žaru tukaj na otoku. To je tvoj brezposelni prijatelj, ta torek. Tako smo pravkar položili netopirja tukaj. Zgradili bomo to kurišče. Zbrali smo celo kupico suhih kokosov tukaj. Fantje, pravkar sem vprašal lovce, kako pogosto jejo netopirja. In rekli so, da prav vsak teden dejansko grejo ven in ujamejo te živali. Tako da je noro, prijatelj. Vsak teden jedo netopirja. Poglejmo, kako bo moj imunski sistem po enem obroku. Če umrem, veste zakaj. Ker sem pojedel netopirja na nekem naključnem otoku v Tihem oceanu. No. Lepo, brat.
To bomo postavili na obe strani. Poskrbi, da ne bojo nikamor šle. On samo čisti ta kos lesa, odstranjuje vso skorjo z njega. Zdaj bo samo zašilil konec. To mu bo omogočilo, da ga potisne skozi zadnji del. Zdaj bomo zakurili ogenj. Poglej tega tipa, skoraj sva ga zažgala. Bil je pod vso to kokosovo lupino. Hej, spravimo tega ven, pojdi. Čas je, da zakurimo ogenj na tej plaži in damo tega netopirja na kuhanje. Nimam pojma, kakšen bo okus te stvari. Gremo, brat. Ne morem verjeti, da smo še pred 20 minutami hodili po džungli, zdaj pa bomo dali netopirja naravnost na ogenj. Pokazal nam bo, kako bomo očistili tega netopirja. Gre naravnost skozi njegova usta. Spelja ga bomo čisto skozi. Si že odstranil drobovje iz njega? Ne, pustili bomo drobovje noter. Prav, pustili bomo drobovje noter. Ne vem, če je to dobra ideja. Brat, veš, netopir je bil tisti, ki je povzročil koronavirus. Poglej to! To je noro, brat. To bo pojedli. Ta stvar izgleda kot nekaj, s čimer bi moji prijatelji šli domov za vikend. Tako je zapečeno, resno. Prav, ogenj zdaj močno gori. Spusti to, peče se v žerjavici. Lotiva se netopirja. Zdaj spravlja vsa krila in kremple. To je noro, prijatelj. Kaj? Prav, dejo gor. Ne, to je noro. Hej, moj bog. Fantje, dejansko se ravno kar zvija. Moj bog. Običajno nisem živčen glede hrane, ampak tole me res preizkuša. Razmišljam, ali to sploh želim pojesti. Če zbolim, sem praktično končal. Ti fantje imajo včasih res drugačne želodce. Veste, da sem že jedel, marsikaj nenavadnega, ampak še nikoli nisem jedel živali, ki dobesedno živi po noči in se prehranjuje z komarji. To se mi ne sliši prav, brat. Kaj bomo naredila s tem, brat? A hočemo, da je dobro pečeno, a naj bo malo surovo. Kako bova to jedla? Morava skuhati. Dobro skuhati? Ja, dobro skuhati. Je v mesu kakšna bakterija in take stvari? Ja, v redu. Pošteno ga bova zažgala in s tem sem kar zadovoljen, ker to pomeni, da ne bom dobil kakšnega supervirusa. Dodala bova še nekaj drvo. Hočva se prepričati, da je ta stvar res dobro skuhana. Pravkar sem obrnil netopirja in dobesedno mu kri kapla na ogenj. Sama rdeča kri po mesu, zgleda noro. To kuhamo že verjetno dobrih 20 do 30 minut, paziva, da pobijeva vse bakterije. Še vedno mu dobesedno kapla kri, ampak mislim, da je to zato, ker ima še vedno drobovino v sebi. Ampak rekel si, da vi fantje to tako delate. Je pripravljeno? Poskusili bomo to stvar ob robu vode. Dajmo jo povohati. Diši čudno. Zelo čudno. Pokaži mi, kako boš to razrezal, brat. Poglej tisto stvar tam. Wow, kar temno meso, a ne? Ne vem, kaj mi bo to naredilo, fantje, ampak tukaj imamo to. Poskusiva, brat. Gremo. Ima čuden okus, skoraj kot mešanica piščanca in svinjine. Svinjina, ja, ampak potem ima skoraj okus po džungli. To je res čudno, kot da je to zadnji video, ki ga bom kdaj posnel. Če bo tako, veste zakaj. Hvala ti, brat, ker si mi pokazal, kako to delate tukaj na otoku. Grem, se vidimo v naslednji divji epizodi. Ne pozabite všečkati in se naročiti. Juhu!